Lepo pozdravljene poslušalke in poslušalci. Danes se bomo pogovarjali o medgeneracijskem sodelovanju, druženju in izobraževanju. Verjetno se še spomnite oziroma veste, da je zadnja leta deloval tu pri nas večgeneracijski center Zasavje. No, obdobje sofinanciranja se je steklo, tako da VGC-ja Zasavje ni več, je pa nekaj novega. In prav o tem sem pogovarjala z Matejo Pistotnik z Zasavske ljudske univerze. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Nastalo je nekaj novega. Kaj? Je večgeneracijski center? Ja, nastal je večgeneracijski center Zasavske ljudske univerze. Ta v bistvu predstavlja nadaljevanje izvajanja brezplačnih programov, ki smo jih izvajali že v prejšnjih letih preko prejšnjega projekta Večgeneracijski center Zasavje. Kot ste že omenili, ta projekt se je v lanskem letu zaključil. Zaradi tega, ker je bila večina programov, ki smo jih organizirali v prejšnjem projektu, zelo dobro obiskanih in tudi izkazala se je tudi velika potreba po izvajanju teh programov, kajti s tem za vključitvijo programe smo aktivirali različne pripadnike ranljivih ciljnih skupin, preprečevali njihovo socialno izključenost in zdelo se nam je pomembno, da najdemo nek nov vir financiranja za te aktivnosti. In zato smo se odločili za prijavo na javni poziv partnerstva LAS Zasavje in nastal je projekt Večgeneracijski center Zasavske ljudske univerze. Zdaj nosilka projekta je Zasavska ljudska univerza, imamo pa še dva partnerja, in sicer Društvo za zdravilne rastline Zasavje in pa Vrtovi Taškar. Drugače pa projekt sofinancirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kar je najpomembnejše je to, da bomo v okviru projekta vsi trije partnerji izvedli številne brezplačne programe, ki bodo udeležencem omogočili tako pridobivanje novega znanja, ustreznih kompetenc, tako za vsakdanje življenje kot tudi za delo. Širili bodo lahko svojo socialno mrežo in pa se seveda aktivno vključevali v družbo. Nekje pa načrtujemo v roku enega leta vključitev najmanj 300 različnih udeležencev, ker gre tu za enoletni projekt. Z Matejo Pistotnik iz Zasavske ljudske univerze se danes pogovarjamo o večgeneracijskem centru Zasavske ljudske univerze. 300 udeležencev naj bi se vključilo v številne aktivnosti v enem letu. Kateri sklopi programov pa se bodo izvajali v okviru projekta? Načrtujemo izvedbo 4 sklopov programov, in sicer prvi sklop predstavljajo programi z področja trajnosti. Z njim želimo predvsem motivirati posameznike za nekakšno spremembo miselnosti, vedenja, spodbujati tudi razvoj vrednot, ki vodijo nov življenjski slog, lažjo zeleno preobrazbo. Tako bomo izvedli v okviru tega sklopa naprimer delavnico sajenja sadnega drevja, potem pravilne izdelave in uporabe kompostnika, delavnica izdelave domačega mila, krem in pa še kaj se bo našlo. Na tem področju bosta aktivna predvsem oba dva partnerja, tako Društvo za zdravilne rastline Zasavje kot Vrtovi Taškar. Potem drugi sklop predstavljajo programi z področja digitalne pismenosti. Tu želimo povečati rabo in izboljšati digitalne kompetence pri uporabnikih. Tako da bomo izvajali različne delavnice, tečaje, naprimer uporabe pametnih telefonov, kako uporabljati e-upravo, e-zdravje, kako namestiti digitalno potrdilo. Potem imeli bomo tečaj uporabe digitalnih fotografij za uporabo spletnih orodij za delo na daljavo. To izobraževanje bo potekalo predvsem skupinsko. Bomo pa zagotovili tudi individualno pomoč pri uporabi sodobnih digitalnih tehnologij. Potem tretji sklop pa predstavljajo programi z področja osebnostne rasti. Namen teh programov pa je, da poskušamo na nek način mogoče spremeniti način razmišljanja, doživljanja, čustvovanja, mogoče tudi vedenja. In vidimo, da potreba po tovrstnem razvoju je danes zelo prisotna, skoraj da pri vseh posameznikih. Predvsem zaradi hitrega tempa življenja, sprememb v okolju in načinu življenja. Pridemo, v kakšen stres, različne konflikte, imamo kakšno nezadovoljstvo. In tu načrtujemo delavnice čuječnosti, meditacije, pravilnega dihanja. Potem izvedli bomo tudi predavanje o vzgoji otrok, izvedli tečaj kaligrafije, risanja in pa različne ustvarjalne delavnice. In pa še četrti sklop, ta pa predstavlja počitniški program za otroke.
Ta program v bistvu se pa že izvaja, in sicer 2-krat tedensko izvajamo počitniške delavnice v Zagorju, na lokaciji Zasavske ljudske univerze, in pa 1-krat tedensko v Hrastniku v prostorih Mladinskega centra Hrastnik. Tu pa v okviru vseh teh 4 sklopov programov načrtujemo najmanj 400 ur različnih programov, bi pa še enkrat poudarila, da vsi programi so za udeležence brezplačni. No, našteli ste kar veliko, kar se bo dogajalo oziroma zgodilo v enem letu. Kdo bo izvajal vse te programe? Ja, velik del programov bomo izvedli z lastnimi kadri, seveda pa bomo del programa izvedli tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev, tako da smo k sodelovanju povabili ponovno Natalijo Resnik. Ona je pri nas že izvajala tečaj kaligrafije. Potem predavanje za starše bo izvedel Jani Prgič, zvočne kopeli Nives Kraševec. Pridružili pa se bodo tudi številni drugi zelo dobri predavatelji, s katerimi že vrsto let sodelujemo. Z Matejo Pistotnik z Zasavske ljudske univerze se danes pogovarjamo o novem projektu Večgeneracijski center Zasavske ljudske univerze. Slišali ste, kaj vse se bo zgodilo v enem letu. Slišali smo tudi, kdo bo izvajal programe, kje se bo pa vse dogajalo. Programi bodo potekali po različnih lokacijah v občinah Zagorje ob Savi in pa Hrastniku in pa na podeželskih naseljih občine Trbovlje. Zdaj v Zagorju bo velik del programa potekal v prostorih Zasavske ljudske univerze na Cankarjevem trgu. Potem del programa se bo izvajal tudi v zeliščnem vrtu Tete Johance v Europarku, kjer deluje Društvo za zdravilne rastline Zasavje. V zimskem času pa bomo poskušali čim več programov, predvsem digitalnega opismenjevanja, izvesti po podeželskih naseljih Zagorske občine. Potem v občini Hrastnik bomo izvajali programe predvsem v prostorih Mladinskega centra Hrastnik in pa Hrastniške knjižnice. Del programa pa bomo izvedli tudi v večgeneracijskih prostorih na Dolu pri Hrastniku. Kar pa se tiče občine Trbovlje, tu pa lahko glede na pogoje javnega poziva programe izvajamo le v podeželskih naseljih. Tako bomo del programa izvedli na Kleku, dogovoriti pa se bomo poskušali še za izvedbe na Dobovcu, pa mogoče še v katerem drugem naselju. Bomo pa poskušali tudi na podeželje pripeljati vsebine, ki se tu običajno ne izvajajo, naprimer mogoče kakšno meditativno hojo. Po gozdu. Tako. Veliko zanimivega smo slišali, jaz verjamem, da poslušalci si seveda ne morejo vsega zapomniti, kje lahko občani dobijo informacije o dogajanju v sklopu tega projekta v Zasavju. Informacije o samem projektu, pa tudi o dogajanju na njem lahko občani najdejo na spletni strani Zasavske ljudske univerze. Tu je objavljen tudi mesečni koledar programov. Seveda se pa je na večino organiziranih programov potrebno predhodno prijaviti. Potem o mesečnem dogajanju na projektu obveščamo tudi preko elektronske pošte in če kdo želi prejemati naš mesečni koledar, nas lahko pokliče ali pa nam posreduje svoj elektronski naslov. Dogajanje na projektu pa poskušamo v čim večji meri promovirati tudi preko Facebook profila. Če pa bi kdo želel bolj konkretne podatke o posameznem programu, pa nas lahko pokliče tudi na telefonsko številko 03 56 55 131 in seveda bomo vsakemu z veseljem pomagali z dodatnimi informacijami in pa seveda po potreb tudi svetovali. In kaj bi še rekli našim poslušalcem? Skratka, vse občane Zasavja vabimo, da izkoristijo res to možnost, ki jo imajo v okolju za brezplačno pridobivanje znanja, koristno preživljanje prostega časa in pa sklepanje novih poznanstev in da se udeležijo naših organiziranih programov. Slišali ste, kaj vse se bo dogajalo v sklopu projekta Večgeneracijski center Zasavske ljudske univerze, ki je sofinanciran tudi s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.